in bojo razmišljali, ali je to mogoče, da so otroke, da je otroka avtoriteta, da je razdelila razredno skupnost na dva pola in jih usmerila v medsebojno zbijanje in zmaga tisti, ki preživi. To je legalizirana vojna. To je vnašanje miselnega koncepta, miselnega vzorca. In zato je potem nam normalno, da si na eni strani, a si za Ruse ali si za Ukrajince. Ne? Slovan ubija Slovana. Človek nima pravice ubiti človeka. Nima. In kako zdaj nategujejo s temi pogajanji, če bi se mogla spoprijeti Putin pa Zelenski, takoj bi se zmenila. Tako pa pošiljata vsak teden 7000 mladih fantov v smrt. In boli jih. Na koncu pa bojo tisti zmagovalci, ne, pač podpisali zmagovalci, ni zmagovalcev v vojni. Na koncu se podpiše dogovor in bojo nazdravili šampancem. Osebno srečujem vedno več ljudi, ki se prebujajo, ki vidijo dogajanje na svetovni sceni, je tragično, ne, ker v posledicah, ampak ti, ki vodijo to dogajanje, so pa dejansko komedijanti, ki se jim izteka čas, jaz jim pravim, pajaci nevredni položajev, ki jih zasedajo. Večina mojih, bi rekel, teh res temeljnih uvidov ima zaslugo v disleksiji, ne, ker sem radoveden, iščem odgovore na vprašanja, ampak seveda na svojski način. Če greš ti po utirjeni poti, pač ni nič posebnega, tako grem pa po svojski poti in na tej svojski poti so pa tudi tisti uvidi, ki so zanimivi, ki dajo misliti. Tako da v eni svojih knjig, mislim, da Zvezdne poti, se zahvalim disleksiji, ker drugače od tistih uvidov preprosto ne bi mogel priti. In je vedela s pedagoškim čutom, da pa mojo izobraževalno kariero pač ne more končati zaradi poudarjenih in nepoudarjenih zlogov. In pred zaključkom ocene ob konferenci je rekla Gržan 1, 1, 1, 5. Ja, več kot vi vam res ne morem zaključiti. Pater Karel Gržan, magister teologije, doktor literarnih ved, mislec, pisatelj, avtor skoraj 50 knjig, arheolog, družbeni kritik in eden najizvirnejših glasov sodobne slovenske duhovnosti. Po izjemnem ustvarjalnem obdobju je prav na dan snemanja podcasta povedal, da se za 1 leto umika iz javnosti. V tem času bo pisal. Izrekam toplo dobrodošlico, pater Karel Gržan. Lep pozdrav tebi in seveda vsakemu izmed vas. Ja, pojasnilo, midva s patrom Karlom že preko 10 let sodelujeva, se poznava sva na ti in bova tudi danes na ti, da ne bo kakšnega nesporazuma. Pater Karel, vemo, kako zelo velik ljubitelj narave si, živali, ali bolje rečeno vsega stvarstva. Povej, kako je zdaj na tvojem ljubem Konjskem vrhu. Kdor je bil tam, ve, kako zelo je pravlično, nebeško lepo se prepletajo, torej narava, tišina, živali, ki pridajo čisto do tebe in pa seveda to tvoje razmišljanje in bogato plodno ustvarjanje. Kako je tam, kako se je začelo leto, ki je še pravzaprav zelo novo? Ja, trenutno je pri meni veliko zmrznenega snega, veliko ledu. Drugače pa ja, sem ljubitelj živali, ne samo kapre, gospe kapre, to je konjiček, ne, da ne bi kdo mislil, da imam žensko na šverc. Ampak letos so te moje sosede Košute vzele moje ljubiteljstvo živali zelo zares. Običajno sem imel v gosteh srnjat, malo srnjat in vedno so si postregle za jagodami, tako da jagod sam nisem užil, so jih pa one. Letos so pa prišle košute in pridelal sem en takle čebulček, pa en strok boba, vse ostalo so se one postregle in potem veste, je tisto, ne, tvoja odločitev. Ali se boš jezil, se spustil v nizke frekvence, škodoval sebi in vsemu, kar te obdaja. Vse je valovanje, vse je frekvenca, pravi Tesla.
ali pa se boš dvignil in vzel to pač v zakup. Na nek način pravijo, da sem si situacijo sam priklical, ker so me spraševali, zakaj nimam okrog vrta ograjo. Pa sem rekel, kako si pa ne moje sosede postrežejo. Ja, letos so si postregle. In pač vzamem to gesto sosedskih odnosov, ki so včasih pač, če pravimo, da so to divje živali, čeprav je verjetno med živalmi najbolj divji človek, ne, ampak je dejansko, so si postregle. Zelo lepo sobivate. Ja, bom pa naredil letos ograjo. Sam so mi pa tako povedali, da Košute izjemno visoko preskočijo, tako da bojo mogoče imeli malce telovati, bo pol pa postrežbo. Zate beremo mistik, skeptik, kritik in na drugi strani totalen optimist. Kako gre to skupaj? Ja, zaradi kozmičnega zakona, ki ga je dokazal naš Andrej Detela, zame znanstvenik, ki mu izrekam izredno globoko spoštovanje, globok poklon. On je dokazal moč sintropije. Ustvari sta v naravi dve sestri. Entropija, vse gre proti kaotičnosti in podpira to kaotičnost. Po drugi strani pa je vendarle obstaja tudi moč sintropije, ki onemogoči daljnoročno zmago zla. Nekaj se, pravi Andrej Detela, v naravi samo po sebi organizira in prepreči zmagovito zla. O tem so govorili že tudi drugi strokovnjaki, recimo Albert Einstein je v pismu svojih čerkvi zapisal, da obstaja neka moč, neka energija, ki bi jo najlažje poimenovali ljubezen. On je pisal to z malo začetnico, ker Boga ni pojmoval osebno. Nikola Tesla pa je govoril, da je ta kozmična moč lepota in sočutje. In ta slej ko prej opravi svoje. Vse diktature so bile kratkega veka. Tudi ti, ki danes manipulirajo s človeštvom, dejansko se po svoje zavedajo, da se jim čas izteka. Mogoče zato tako velika želja po transhumanizaciji, da bi nas priklopili na umetno inteligenco, da bi nas na nek način obvladovali. Lahko bojo oziroma že povzročajo mnogo žrtev, ampak uspelo jim vsekakor ne bo. Zakaj ne? Zato, ker se ta zavest prebuja v slehernem izmed nas. Osebno srečujem vedno več ljudi, ki se prebujajo, ki vidijo dogajanje na svetovni sceni, je tragično, ker v posledicah, ampak ti, ki vodijo to dogajanje, so pa dejansko komedijanti, ki se jim izteka čas. Jaz jim pravim, pajaci nevredni položajev, ki jih zasedajo. Se bova k tej transformaciji še vrnila, zdaj postajava še pri tebi. Sem rekla, te lahko vprašam, kaj, tako bolj osebnega, si rekel, vpraš, kar hočeš. Lahko vprašaš vse. Peter Karel, dislektik, ki je napisal skoraj 50 knjig, filozofskih, poglobljeno filozofskih, znanstvenih, teoloških, tudi šaljive so vmes. Pa si kar ena taka verjetno zelo velika motivacija za nekoga, ki je tudi morda dislektik ali pa zaradi kakšne druge ovire reče, tega pa jaz ne zmorem zato, ker. Kdaj razmišljaš? Prej sva se pogovarjala, en fant je pred kratkim prišel do tebe. V ponedeljek sem bil v eni knjižnici in je prišel en dečko potem po dogodku in je rekel, če se lahko pride k meni enkrat pogovoriti, ker je tudi on dislektik, ne? Ja, v procesu izobraževanja je to kar težava, je pa v bistvu velika prednost, ker ti sistem ne more ukalupiti pameti. Ti ne moreš misliti pravilno, ampak da prideš ti do rezultatov, mora glava ubrati svojo pot. Večina mojih, bi rekel, teh res temeljnih uvidov ima zaslugo v disleksiji, ker sem radoveden, iščem odgovor na vprašanja, ampak seveda na svojski način. Če greš ti po utirjeni poti, pač ni nič posebnega, tako grem pa po svojski poti in na tej svojski poti so pa tudi tisti uvidi, ki so zanimivi, ki dajo misliti. Tako da v eni svojih knjig, mislim, da Zvezdne poti, se zahvalim disleksiji, ker drugače do tistih uvidov preprosto ne bi mogel priti.
Ker če bi mislil samo pravilno in bi bil zafrustriran še z mislijo, ali me vidijo pametnega, ne, ali razmišljam pravilno, potem, veste, potem so dosegi kratki, ne. Tako pa misel diha, vidiš dejstva, vidiš uvide, možgani sami po sebi so ustvarjeni za poezijo, ker niso utirjeni, ne, in skozi to poezijo približajo človeku v uvid marsikaj tega, kar je zanimivo. In si tudi doktor literarnih ved. Zakaj ravno literarne vede? Zdaj, če imam pravo informacijo nekje v glavi, v šoli slovenščina ni bila tvoj najbolj priljubljen predmet. Ravno na tem področju so me hoteli že v prvem razredu osnovne šole poslati v posebno osnovno šolo zaradi črke J. Ne? Jaz ja nisem pisal oziroma risal črko samo takole in takole, to še razumeš, ne? Da otrok zamenja, ampak si me narisal tudi takole. To je pa presegalo vse norme, bi rekel, sprejemljivosti. Ampak zakaj sem je narisal tako? Preprosto zato, ker imam mogoče malo večjo čustveno inteligenco in učiteljica nam je pripovedovala o črki J v podobi držaja za dežnik, ne? In jaz sem kot otrok razmišljal, o moj Bog, če dežuje, potem mora biti pa to strehica, ne? Kamor se lahko ljudje zatečejo. Ne? Niso me poslali v posebno osnovno šolo, sem pa, ja, moja mama mi je večkrat rekla, Karl, kaj si res tak butast, ne? Ni rekla, da sem butast, ampak sem pa slišal, ker ni te utečene zadeve. Vse potem, veste, možgani so izjemen organ, potem kombinirajo in prideš ti do uvidov, ne? Jaz še danes ne vem, kako sem naredil matematiko pa podobno, te stvari. Ja, drugi problem pa se je pojavil v začetku srednje šole, prvi letnik tehnične šole, pri slovenščini poudarjeni in nepoudarjeni zlogi. Profesorica je na prvo uro, ko smo prišli na srednjo šolo, vprašala pri slovenščini, kdo je imel pa slovenščino 5 ob zaključku osnovne šole, in sem dvignil roko, edini, in je rekla, bova pa res zelo osamljena. In sva bila, ker sem imel ob konferenci čisti šus, 3 cveke. Poudarjeni, nepoudarjeni zlogi. Pri meni je lahko vse poudarjeno in tudi nepoudarjeno. Jaz lahko svobodno izbiram, kar hočem, da bo poudarjeno, ne? Seveda pa po pravilih ni tako. In je bila pa ta moja profesorica, gospa Jelka Rauber-Tovornik, izjemna pedagoginja. Ona je videla, da delam, ampak da mi glava ne potegne. Če ne bi delal, pač je pol upravičeno, da dobiš rezultat, ne dela. Tako je pa videla, se mučim, ampak da mi res glava ne potegne, in je vedela s pedagoškim čutom, da pa mojo izobraževalno kariero pač ne more končati zaradi poudarjenih in nepoudarjenih zlogov. In pred zaključkom ocene ob konferenci je rekla, Gržan, 1, 1, 1, 5. Ja, več kot vi vam res ne morem zaključiti. 5, ko si je zmislila in me rešila, ne? Zlata vredni so pedagogi, ki otroke rešujejo in ne utapljajo, ne? Ker imaš ene in druge, ne? Poslanstvo pedagoga pa je predvsem, da otroka rešuje, ne? Ja, potem sem pa doktoriral na slovenistiki, ampak tudi, veste zakaj? K temu me je spodbudil Taras Kermauner, in sicer zaradi drame Stanka Majcna Ženi na Mlaki. Torej, Stanko Majcen je z izjemno simboliko opisoval like svojih dram, in Taras Kermauner je v prvem delu analize dramatike Stanka Majcna napovedal, da bo pa drugi del knjige govoril predvsem o temeljni drami Ženi na Mlaki. Ampak potem v drugem delu praktično te drame ni omenil, meni pa je povedal, da ga je skoraj infarkt, zato ker je tako zagonetno in mi je dal brati to dramo. Jaz sem pa dislektik, pa sem takoj odpadel, pa sem mu povedal, zakaj gre. In potem je on dejansko ustrajal, da naredim ta doktorat, jaz sem se temu otepal, ampak on je rekel, sej za razumne ljudi ti doktorate tako ne boš rabil. To je za tiste, ki rabijo papir.
Taras Kermauner, torej tvoj duhovni oče, Moj najbrž, duhovni oče, najbrž še vedno, čeprav ne živi več. Kako, če lahko vprašam, si izbral duhovnega očeta? A bi bilo fajn, če bi imeli vsi duhovnega očeta? Imaš tudi duhovno mamo? Ja, tudi. Veste kaj, duhovni oče, v bistvu Tarasa sem izbral zato, ker mi je pomagal misliti naprej, ker mi je pomagal rasti, ne. On mi je odpiral horizonte, on je bil neizprosen. Kadar sem dobil jaz pošto, točno vem, katera je bila njegova, to so bile te podolgovate kuverte z pisalnim strojem natipkan naslov, to je bilo v Tarasa. In jaz sem to pošto odprl ta zadnjo, ker me je vedno nadrl. Ko sem napisal na podlagi raziskovanj zgodbo o Frideriku in Veroniki in rešil 2 temeljni zagonetki, mi je odpisal, da pa res ni mislil, da bom jaz šel med klerofeudalce. Vedno, ampak večinoma so z njim prišli zaradi tega v konflikt. Jaz sem pa vedel, da me bo vsaka njegova beseda, pardon izrazu, brcnila v rit, da bom naredil korak naprej. Brez njega ne bi naredil toliko korakov naprej. Ne bi si upal misliti svojo glavo. Ko sem mu enkrat rekel, ko mi je razlagal neko zadevo, in me je vprašal potem, kaj pa ti misliš? In ko sem mu rekel, mislim ravno tako, kot ti, je znoro. On je bil kolerik. Vstal je, bil sem v Avbru pri njem, zakričal pa zgin domov. In mi je potem pa razložil, če ti ob tem, kar ti jaz govorim, ne misliš naprej sa svojo glavo, potem to ni dobro. Mi drugemu samo damo misliti. Ampak veste, tu je pa problem koncepta izobraževanja, ki je star 250 let in ki nas na nek način utiri misel v pravilno, da mislimo v narekovajih pravilno. Lahko povem, kako je prišlo do tega koncepta. Ja, razsvetljenstvo, začela se je prebujati misel. John Locke že dvomi, da so vladarji pa kaj bolj od Boga izbrani in posvečeni. Rousseau sicer še razmišlja, Voltaire, razmišlja, da prebujena misel ne bo za čevljarje in lakaje, kot on pravi, ampak potem Rousseau, ko sem ga omenil, on pa vidi, misel se prebuja, ampak to, veste, ta misel je dvomila o več vrednost vladarja, da so kaj bolj božji, kakor kdorkoli drug. In seveda to ni bilo dopadljivo. Misli nisi mogel več ustaviti, si jo pa lahko kanaliziral. In šolsko obveznost predlani za Miklavža 6. decembra smo praznovali 250-letnico, napiše nek opad in uvede katekizemski način poučevanja. V cerkvi je bilo, upam, da ni več tako, da pač duhovnik ve, kaj je Bog, on ti da vprašanje, ti pravilno odgovoriš, se to napiflaš in potem greš birmi. V procesu izobraževanja pa predstavijo zopet pred tebe kateheta, narekovaj učitelja, ki ve, kaj je resnica. In je koncept takšen, da ti potem pravilno ponoviš in petko dobiš. To ni kreativno razmišljanje. Srednji vek, veste, je imel predavanja, so učili teza, antiteza. Tudi Tomaš Akvinski, veliki mislec, pred vsako svojo razpravo napiše zdi se, ne napiše resnica je. Pod to pa napiše proti temu pa govorijo sledeča dejstva. In jih pošteno navede. In potem predava kreativno. In študenti so pač lahko ob tem načinu predavanja razmišljajo svojo glavo in na koncu postane učitelj učenec. Je na vrsti, na koncu šolske ure bila disputacija, v kateri so študentje, učenci drugemu pripovedovali svoje uvide. Niso se kregali, kdo ima prav, ampak so drug ob drugem razmišljali dopolnjujoče, sodelujoče. Zdaj, ko poslušam te reforme izobraževanja, mi v cerkvi pravimo pod ozdravitev korenini. Ker vse te, bi rekel, reforme pravzaprav grejo vedno bolj v neznosno. Potrebno bo pogledati tja 250 let nazaj in uvideti zanko, ki je bila nastavljena. Religiozen način poučevanja. Vrniti se bo morali k kreativnemu načinu poučevanja, pa še nekaj.
ovrednotiti slehernega otroka, sleherno osebo v koktejlju njemu danih inteligenc. Ni zgolj inteligenca pomnjenja, to je samo orodje. Bistvena je odnosna inteligenca, ne? Je srčna, je duhovna, je torej socialna, je intuitivna, Capra ima izjemno intuitivno inteligenco, ne? In prepoznati, omogočiti model izobraževanja, v katerem bomo prepoznali vsakega otroka v njemu danih talentih in to, kar zmoreš, moraš in ga usposobili tam v optimum, potem pa uvedli koncept sodelovanja in dopolnjevanja. Vete, jaz sem imel matematike ne vem koliko ur, zdaj rabim sam plus pa minus. Ne? Tu bo res treba temeljni premislek. Imam pa svoje področje, ne? Duhovno, čustveno, kjer pa bi rabil še dodatne izzive. Ne? Torej, 98% otrok je visoko nadarjenih, pravi raziskava, seveda vsak v njemu danih inteligencah. Sam pravim 100%. Zato, ker so nekateri otroci rojeni samo zato, da srčijo naš čas in prostor. To so otroci s posebnimi potrebami. Ne? Te poslušajte, vsak človek je, če je oseben, je tudi poseben. Če pa šablona, pol pa seveda ni oseben in ni poseben. Ne? Ampak gledajte, če že govorimo o izobrazbi, izobraziti pomeni iz obraza posameznika izhajati. Torej, izhajati iz osebne identitete in omogočiti vsakemu, da se razvije v njeno danih sposobnostih. Ne? Marija Terezija je rabila torej ukalupljeno pamet, monarh je več vreden. Veste, mi pravimo, vsak človek ima preroško, duhovno in kraljevsko poslanstvo. Vsak. Ni bolj ali manj. Vsak v svojem, Hafiz je rekel, Bog se je skril vsakega izmed nas, da bi lahko bil med sabo igriv. Marija Terezija je potrebovala pravilno razmišljanje, ne, cesarica so nekaj bolj posvečenega, kje pa. Isto je kot ti, sam našemla se je. Ja, seveda, sem ni nič drugega. In pa so vojake rabile, ne. In v kurikulum pride tudi take stvari, kot je igra med dvema ognjema, to je škandal. O tem, veste, se bojo v prihodnosti držali za glave in bojo razmišljali, ali to mogoče. Da so otroke, da je otroka avtoriteta, da je razdelila razredno skupnost na dva pola in jih usmerila v medsebojno zbijanje in zmaga tisti, ki preživi. To je legalizirana vojna. To je vnašanje miselnega koncepta, miselnega vzorca. In zato je potem nam normalno, da si na eni strani, a si za Ruse ali si za Ukrajince, ne? Slovan ubija Slovana. Človek nima pravice ubiti človeka. Nima. In kako zdaj nategujejo s temi pogajanji, če bi se mogli spoprijeti Putin pa Zelenski, takoj bi se zmenila. Tako pa pošiljata vsak teden 7000 mladih fantov v smrt. In boli. Na koncu pa bojo tisti zmagovalci, ne, pač podpisali zmagovalci, ni zmagovalcev v vojni. Na koncu se podpiše dogovor in bojo nazdravili šampancem na grobovih tisočev. Človek nima pravice ubiti človeka. To je aksiom. Nam pa je postalo to legalno, ker so nam ga legalizirali skozi takšne podtaknjene igre, kot je recimo med dvema ognjema, ali pa recimo človek ne, to je, veste, volk se rad oblači v ovčjo kožo, ne? Človek ne jezi se, rečemo, to je igra, kjer otrok vadi, da se ne bo jezil kepa. To je igra, kjer ti skrbi samo za sebe, za svojo familijo, za svoj narod, sebe spraviš na varno pozicijo, druge pa preskakuješ, še boljše pa jih zabrišeš ven. Ali pa mikado, ne, te palčke, ne, to je vada, kako otrok se vadi na taš gepa. To je vada, ko gledaš drugim pod prste, pa ga ven vržeš, pa sebi nagrabiš čim več. Ne bodimo realni, ne? Pater Karel, kako visoko med svoje lastnosti postavljaš smeh, samo ironijo? Pogosto poudarjaš pomen smeha in seveda ne posmeha. Praviš tudi, da se hudič smeha boji, zaradi tega, ker smeh odreši, ker smeh osvobaja. Pa imam občutek, da se ne samo hudič tega boji.
osvoboditve, odrešenja. Ne, bojijo se vsi manipulanti. Če ste brali knjigo Umberta Eka Ime rože ali pa gledali film, tam vidite tiste slepe Jorge, se boji, da bi odkrili to, Platon, Aristotel je napisal poetiko in del poetike je bil tudi o smehu. Se je sicer zgubil, ampak mislim, da so ga nalaž zgubili, ker smeh osvobaja. Tisti, ki manipulirajo, hočejo, da smo mi v nizkih čustvenih frekvencah, ker pol nas potem obvladujejo. Najprej zastrašijo, pa ponudijo rešitev, ki je seveda vprašljiva. Veste, nizke frekvence so zasramovanje, poniževanje, jeza, strah in tu moramo zelo paziti, recimo, da nas tukaj ne dobi. To moramo drug drugemu pomagati, da ne pademo v te nizke frekvence, ker veste, zlo se hrani z zlom. In mi zla ne bomo hranili z nizkimi čustvenimi valovanji. Zato je pomagalo. Veste, jaz pravim takle, v našem času je treba ozavestiti manipulacije, potem pa zelo paziti, da se tu ne ujamemo na šimfanju, ker to je nizka frekvenca. Mi moramo ozavestiti, ko prijemo na kavico, če ste gledali Dnevnik, imate dovolj materijala, da vidite komedijo tega, tragikomiko tega sveta in pri kavici dejansko dejte režace, dejte tem tipom. Te tipe, veste, norost je nespodobno imati resno. Mi pa to jemljemo v srednja oddaja, Dnevniki jemljajo to resno, da bo nas te menda rešili, se bo izmenili, ne bojo se zmenili, ampak zato ironizirati pri voščici, ker ko ti ironiziraš, na nek način preprečiš nizko čustveno valovanje, potem pa je takoj treba kreirati. Veste, mi imamo izjemno moč, kreativno moč. Rešitelj ne bo prišel zopet nekodo, ki ga bo pokazali, ker tistega, ki nam pokažejo, je tak primer, ustreza interesu, pisano z veliko. Ampak rešitev vsakem, mi pravimo, kot sem prej rekel, vsak človek ima kraljevsko, preroško in duhovno poslanstvo. In ko ti kreiraš, gre ta impuls, mi smo vsi med sabo povezani, da bi nas ločili, so odpravili eter. Stari Grki so imeli eter, ki nas povezuje. Prej sem govoril, kaj nas povezuje, ljubezen, lepota, sočutje, Božja moč, Sveti Duh bi mi rekli v cerkvi. In ko ti kreiraš alternativo, ko vedno več ljudi je potrebno, ki bojo kreirali, ker gre to računalniško, bi rekli, v oblak. Grki v eter, mi bi rekli v kozmično zavest, ki prebudi potem kvantni premik zavesti. Andrej Detelj pravi, 16-17% ljudi se mora ozavestiti. Mi moramo ta dostojanstva vzeti nazaj. Kralj Karel III ni nič bolj kraljevski kot tale Karel, ki sedi pred vami. Čist prglisma. Vzeti nazaj in iti v kreacijo. Ko bo 16-17% ljudi se prebudil, se bo dogodil kvantni premik zavesti. Torej si odločujoč ti. Ne bo prišel nekdo drugi nas rešil, ne ti. Ti ozaveščaj norost tega sveta, jo ironiziraj in kreiraj alternativo. Prebuditi se morajo druženja ob kavici, ne vem kakšna druženja, bralni kotički, ne vem kakšna druženja, kjer bodo dejansko prebujali in kreirali. Včasih so bile to krožki bab, Mi v Sloveniji imamo še vedno več kot 60, gledal sem na Atlasu Slovenije, krajev poimenovanih po babah. Veste, brez prebujenih bab ne bo svet, o tem piše ta razkrmavner Stanko Majca. Ženske, da ne bo mislili, da je to žaljivka. Za Kelti so rekli, Bog je dal moškemu moč in meč, ženski pa srce in intuicijo. In potem so razlikovali 3 stopnje razvoja moškega, fant, bojevnik, modrec. Pri ženski pa dekle, žena, baba. To so bile prebujene ženske z izkustvom. So bile brihne babnice, ki jih je življenje izučilo in so naredile krog in so kreirale alternativo. V eter, v Božje, v kajkoli, v oblaka, hočete reči, so dale impuls. In to je bilo iz večjih koncev ta impuls, ki je omogočil, da človeštvo ni šlo v slepe ulice. Da je ta moška moč in meč
šla v kreativnost, ne pa v destrukcijo. Veste, obvladati moško pasmo ni enostavno. Zato se morate ženske povezovati in kreirati. Ozaveščati in kreirati. To bi mogli videti. Ena ženska je začela ploščkati, moški je pa hotel. Zaploskajmo ženskam in moškim, ker rešitev je v dopolnjevanju in sodelovanju. Veste, tudi ženske brez moške moči, ne, ste nemočne. Ve, rabite moško moč, ampak vi imate intuicijo in srce in to je treba povezati in graditi nov svet, ne? Prebuditi nov svet in ga prebujate. To je pa še tudi kozmično podprto, ne? Ker gremo iz dobe rib, ki je bila zelo, zelo ugodna za dvobojevanje, to sta dve, veste, ribi, ki vlečete vsaka na svoje, za polarizacijo. Gremo v obdobje vodnarja, če se spomnite po koncu prejšnjega stoletja, tisti film Her, ne? Ko poje Akvarion, ne? To je vodnar. In zvezde vodnarja že motijo zvezde rib. Veste, lastnost vodnarja pa je iskriv, pronicljiv, sodelujoč, navihan, prehajamo v to dobo, iz železne v zlato dobo. In kaj prinaša ta doba vodnarja, ki praviš, da ni to povezava zgolj z astrološkim, ampak nekaj drugega? Kaj se bo začelo dogajati? A že vidimo kakšne spremembe, premike? Ja, vedno več ljudi se prebuje, vedno več. Pogledajte, ko gledate dnevnik, se vam zdijo ti tipi smešni, a ne? Vedno bolj so nas smešni, ko vidimo, kako nas zdaj pred volitvami nas bo eni vlekli na eno stran, drugi na drugo stran. To ni v genu Slovencev, to je za nas smešno. Ne? Mi smo bili vedno sodelujoči in dopolnjujoči. Mi se nismo šli na leve in desne, ampak veste, na kak način so nas tem napeljali? Z ideologijo resnice. Najprej dva pola, ne, to je imel tudi škof Mahnič, prste vmes, ne, to ni bilo dobro. Dva pola, ne, in potem mi imamo resnico. Ne. Ampak zdaj imajo na dveh koncih resnico in se med sabo kregajo in lejte, če dolgo niste gledali razvedrilnih oddaj, zdaj boste imeli priložnost v preobilju gledati šove, ki so smešni. Ne. Zakaj? Ker to ni naše, zato nam je še toliko bolj smešno. V genu Slovenca je sodelovanje in dopolnjevanje. Mi smo se usedli v krog, še zdaj Vrba na Gorenjskem, imate Kamne, pa to je bilo povsod, ne, prej sem govoril o ženskem krogu, pa tem, ne, so se usedli v krog in govorili ne resnico, ampak svojo osebno spoznavno resničnost. Če se jaz domišljam, da govorim resnico, veste, to je podlo. Ne, ker pa bom mislil, da boste vi mogli tudi resnico, ker pa ne mislite, kot mi bomo pa drugo stranko ali pa drugo religijo. Ne, lahko govorim samo svojo osebno spoznavno resničnost, ker potem me pa zanima, kako vi mislite. Ker ko bova pa mislila dopolnjujoče in sodelujoče, potem pa bomo prebujali misel v tisto, kar je optimalno dobro za skupnost. To je bilo tipično slovensko. Zato naj nam bo smešno, ko bomo gledali ljudi, ki ne znajo sodelovati in dopolnjevati. To je pa se. To so pajaci. To ni naše. To ni v genu Slovencev. Ne? Zato, ampak kje se začne? Meni gre najbolj na živce, če mi kaj reče, pater, jaz pa razmišljam glih tako ti. Ta res je znoro. Zdaj pa jaz norim v sebi. Ne? Vse, če je kakšna starejša gospa, sem ljuden, pa se zadržujem, pa se ščipam, da ne bi kaj rekel. Ne? Vi mislite svoje, jaz nimam resnice. Govorim pa iskreno svojo osebno spoznavno resničnost, zato da bi vi mislili naprej svojo glavo in da bi mi vi povedali, kako razmišljate, da bi optimalno razmišljali za to, kar je dobro za nas osebno, medosebno, kar je dobro tudi za našo skupnost. Ideologija resnice. Takrat, ko boste videli nekoga, ki si domišlja, da ima resnico, samo začnite smejati, pa bo znoro. Ja, ker tisti, veste, hočejo, da ga jemlje strašno resno in da začneš pravilno misliš tako, kot on misli, ker to pa je pravilno. Ne?
Prosim, slepo. Še ostajava v genu Slovencev. V tvoji knjigi Ta krasni, nori svet beremo, da smo Slovenci eden izmed najbolj samouničevalnih narodov, smo izjemno občutljivi, posledično zamrljivi, ter drugih in drugačnih znotraj svojega naroda ne prenesemo. Kar je na drugi strani je za nič, celo ne bodi ga treba in nadaljuješ. Dr. Anton Trstenjak je ugotavljal, Slovenci smo sprt narod, a nas ob tem poziva v kup držmo. So me prešinile ob tem pisanju te poplave, uničujoče, hude, destruktivne leta 2023, ki so zelo prizadejale tudi tebe, Savinjsko dolino, še kako zelo tudi Koroško. Vsi smo na nek način občutili, nekateri pa tako zelo in takrat se je tudi pokazala ta dobrota, to solidarnost, pripravljenost pomagati, pomoč, proaktivnost, konstruktivnost, vse to. Zakaj pater Karl se ponavadi pokaže, da znamo vkup stopiti po Trstenjakovo takrat, ko je hudo, ko je dramatično, ko pa ni tako takrat, pa je kar nekaj zavisti, pa kot smo rekli, da smo samouničevalni, pa še kakšni, kaj je še v genu Slovencev, kar nam pa mogoče ni v prid, čeprav marsikaj nam pa zagotovo je. Takrat se prebudi to, kar je naše, ne, ko je stiska. Takrat delujemo instinktivno iz srčike lastne biti, tudi srčike biti našega naroda. Nekdo mi je pripovedoval, da je v času Avstro-Ogrske bil nad Slovenci izrečen urok. Jaz to ne verjamem. In ta urok je bil, da nas bodo razdelili na dva dela in spravili v medsebojno konfliktnost. Omenjala se Antona Trstenjaka, jaz sem prej omenil Antona Mahniča. Ne? Veste, to ni bilo dobro. Raznoliki smo, raznoliko razmišljamo in drugemu z raznolikostjo dajemo misliti. Ne? Ker, veste, to, kar jaz sem prepričan zdaj osebno nekaj, ne? Čeprav zame je temeljni znanstveni dvom, ne? Jaz zelo dvomim, zelo preverjam, ne, zelo poslušam, ne, ampak to mora biti tisto bistveno, da drugega poslušamo. Ne. Mi moramo ta urok, če je, prerast in iti v to, kar je rekel Anton Trstenjak, vkup držmo, ja, raznoliki smo si, raznolikih misli, raznolikih prepričanj, ampak to, kar je prepričanje, je samo pričevanje, kako ti razmišljaš, to ni zacementirana resnica, dokončna resnica, ampak je zelo iskreno tvoje osebno spoznavno prepričanje, stališče, ki ga drugemu pripovedujemo z odprtostjo. Jaz imam prijatelje posod, zanimivo, veste, najbolj mistične duhovne pogovore imam za te isti. Zakaj? Pravijo, ne, da so ateisti, nimajo te podobe Boga kot jaz, imajo pa to mistično duhovno razsežnost. Veste, duhovnost, ker veste, duhovnost ni vezana na religijo. Imamo take pogovore, ne bom omenil imena, ker se snema, ampak en doktor matematike, on je živ mistik, on je sicer tistih svojih cifrah, ampak on govori, jaz govorim religiozno, ampak govori matematično, ampak drugemu pomagamo misliti naprej. Čeprav jaz njegove matematike nič ne razumem, ampak razumem pa duh, ne, izjemno. Dotakniva se še proti koncu tega napisa v svetišču v Delfih, spoznaj samega sebe in potem spoznal boš Boga. Kako spoznati samega sebe? To je zagotovo ena najtežjih nalog, hud zalogaj. Kako ti spoznavaš samega sebe? Tihota, odnosnost. Ne? Veste, v tihoti se prebudi odnosnost. Nekateri se bojijo tihote, ampak mogoče, ko boš stopil v cono tihote, boš imel 3 dni abstinenčno krizo po hrupu, po neštetih informacijah, potem se pa prebudi zaznavnost. Ne? To, kar je bilo v Delfih, spoznaj samega sebe, pomeni stopi v notrino. Ne? To je bilo na Apolonovem svetišču, človek spoznaj samega sebe in ko je stopil noter v notrino, je bil napis in spoznal bo svet in Boga. Takrat se prebudi zaznavnost. Jaz sem to doživel po 3 letih bivanja na Konjskem vrhu, ko
ko sem prišel nek večer, pravzaprav je bila že noč, domov in sem videl, da je vse, drevesa, živali, vse je v odnosu z mano. In prav ta zaznava odnosnosti mi pomaga, da se vračam v pristnost. Ne? Ker veste, košute so pristne. Ono so uživale tam na tistem vrtu, pa so pohrustale res dobre stvari, kolikor sem okusil. Tudi vse, veste, zvezde, reke, to je rekel sveti Frančišek Asišek, to so naši bratje, sestre. Ampak da prideš v notranji stik z njimi, ker mora biti pa tihota, obnebje zaznavnosti. Zato vstajam zelo zgodaj, ne, tam okrog 4, ker je tam ena posebna mistična tihota. In v tisti tihoti, veste, nisem nikoli sam. Jaz v tihoti nisem nikoli sam. Toliko tega je v zaznavnosti. Ni več strahu, vse je podprto, ne. In zato mi je, potem grem po štalo. Ja, ker sem rekel, živino zdravniku sem rekel, če je kapra v redu, sem tudi jaz v redu. On je pa rekel, ne, če si ti v redu, je kapra v redu, ne. Ker veste, živali, pa ne samo živali, mi drug ob drugem zaznavamo notranjo resničnost. Mi ne postrežemo drug drugemu samo to, kar recimo kozarc vode, ampak tudi naše notranje stanje. In v tihoti se pretakajo te srčne vezi in nas opolnomočijo. Veste, te napravice, to je zgolj informacija. Živa prisotnost, ko ne dopustimo, da nas karkoli krade iz zaznavnosti, pa lahko vsak bere knjigo, vsem, ali se pogovarjamo ali pa ne vem kaj, gledamo, takrat se pa pretakajo te srčne vezi in nas naredijo notranje močne in stabilne. Sem nedavno tega se pogovarjal eno gospo, ki dela na vem kjerem institutu, ki se ukvarja tudi s problematiko mladostništva in je rekla, da ne smejo dati dejanskih podatkov ven glede samomorilnosti med mladimi. To je zgolj informacija. Ne dovolimo, da nas krade. Svoboda je danes odločitev, da pridemo v živo skup in smislu reči in ga serjemo. To boste brisali, pa tudi ne boste brisali in se imamo fajn na kakršenkoli način že. Morda še to, kako vemo, kako ločimo, kdaj se za nekaj odločimo tako iz sebe, pristno, kot jaz, ne. Kdaj pa se odloča ta nezdrav ego, kot ga imenujemo? Ja, do tega moraš priti, ne. Ko želiš ugajati drugim, potem je to dejansko ego, ne. Ko pa si, kar si, med drugim sem jaz tudi kmet, čeprav imam samo 1 hektar, kmetič, ne. To mi pomaga, in pa dogodki, veš, dogodki, ki smo jih doživeli v življenju, nas osvobajajo. Šola uči, življenje pa izuči, ne. Tudi po situacijah, ne, lahko povem kak dogodek, kak je mene, kaj je izučilo. Odlično. Ja, recimo, veste, ko kdo konča šolo, potem mnogi mislijo, ne, da so najbolj pametni. Ne. Jaz to nisem mislil, ker jaz sem to vedel. In sem tudi, veste, zelo gledal, ali tudi drugi vidijo mojo dodano vrednost. In strašno mi je godilo, recimo, ko sem slišal Pater Karl. Kdo? Pater Karl, s kom? S Patrom Karlom. Jaz vam pokažem, kaj je center Rega, tule noter. To je tako prijetno brbotanje. In ker ni bilo teh brbotajočih dražljajev, Pater Karl, je meni nekaj manjkalo. Zato sem že prvo leto, ko sem prišel na Ptuj, dodal v klasične dejavnosti tudi romanja še dodatek Pater Karl. V romanje sem jih dodal tako, da sem mu dal kulturni vložek. Ne? Jaz imam rad kulturo, ne? Ampak ja, ker tisto, ne, samo obisk Božjepotne cerkve, ogled enega dela naše prelepe domovine, to mi je bilo premalo. Ni bilo elementa Pater Karl. Jaz sem dal kulturo in prvo leto sem peljal Ptujčane na ogled galerije sodobne umetnosti. Razstava je bila res še zame šokantna. Kaj je bilo? Veste, 30 recimo takih risb od tule navzgor z ogljem narisane 3 zvezdice, tako kot rišejo otroci,
in pa 2 črti v raznih situacijah. Ne. In ko so to normalni Ptujčani, ne, sem napovedoval neko izjemno razstavo, ne, videli, ker to pri njih so risali doma otroci, pa niso delali v okvirje, ne, take risbe. In sem vedel, da jih moramo svestiti in sto po eni taki risbi, sem rekel, ki je imela 3 zvezdice na vrh, 2 črti spode in sem rekel, a čutite to silno lahkotnost, ne? Takrat sem mislil, da sem strokoven, danes vem, da sem bil sam smešen. Naslednje leto pa je bila obletnica Williama Shakespearea. In ob tej priložnosti so igrali v ljubljanski drami Hamleta. Bila je razpisana sobotna predstava za izven in meni tako je, wow, kaj če bi šli mi preko Hamleta na Brezje in potem bi ljudje sprašvali, kje ste pa bili? Na Hamletu. Jaz kom pa? S Patrom Karlom. To je bilo tako prijetno, da sem takoj poklical blagajno ljubljanske drame in pač naročil 50 kar. In Ptujčani, kaj so hteli? Če so hteli priti do Marije, so pač mogli prek Hamleta, ne? In so se prijavili. Ampak tisto jutro je bila zagonetna situacija, namreč 2 ni bilo. In je bil tisti mučen mejni trenutek, a naj še malo počakamo, kaj če glih pridete, pa mi izpred nosa odpeljemo, a naj gremo, ker je zadnji čas, ker 50 ljudi preprosto predstave ne more zamuditi. In pol je to zagonetko rešil en glasbenik Feguš, bil je sosed od župnišča, prišel in povedal, da sta pač poklicana po, takrat še ni bilo mobilnih, po stacionarnem telefonu in sta povedala, da sta zaspala, bila sta kmeta, morala se še porihtati in sta rekla, pejte kar naprej, dobili se bomo v Ljubljani in mi smo rešli naprej in prišli zadnji trenutek, bi lahko rekel, v dvorano, ker ko smo se usedli, so se luči zatemnile, zastor se je odprl, reflektorji in predstava se je začela. In predstava teče do tistega trenutka, ko se v drami pojavi duh Hamletovega očeta. To pa zgleda nekako takole. Igralec se zazre iz teme dvorane, iz odra, tja v temo dvorane in reče, kdo si, ki hodiš v temi? Ja, sta prišla, ja. Ime bom spremenil. Zazrl se je tja, kjer sta bila in pač izrekel, kdo si, ki hodiš v temi? Franc je bil prvič v gledališču, zavedal se je, da je v kulturni ustanovi in da mora na kulturno zastavljeno vprašanje seveda tudi kulturno odgovoriti. In se je oglasilo v dvorani, Franc pa Micka s Ptuja sma, zamudila sma in pol je povedal, zakaj ste zamudila in se tudi upravičil. Igralec je najprej samo stal, pa se pa samo še režal. Za njim se je začela režati vsa dvorana, jaz ne. In potem so se kar naenkrat vse luči prižgale in igralec je začel ploskati Francu pa Micki, prišel je en gospod, ki ni bil igralec in je rekel 15 minut pauze. Po 15 minutah se je igralec zopet zazre tja v temo dvorane, dlje od ni prišel, ker so se spet vsi režali, spet so se vse luči prižgale, spet je prišel ta isti gospod in rekel 20 minut pauze. Po 20 minutah bi mogli biti. Vsi igralci so stali na odru, preskočili so tisto, kdo si, gledali so v tla in samo odrecitirali tekst do konca drame, ker če bi se pogledali, bi se zopet režali. Lejte, jaz sem mislil, da bom kot odgovorna oseba plačal kazen, ampak nisem, se je pa nekaj zgodilo. Od takrat dalje moja romanja niso imela več kulturnih vložkov. Pred zaključkom, a lahko še, jaz prosim za eno anekdoto iz tvoje knjige Jaz, Charlie Chaplin, kjer je zapisana tudi tale, ki si jo pravkar povedal. Kaj pa tisto, ko si nabiral tam po Ljubnem in Lučah zdravilne rožice? Tista tudi lušna? Vse več lušnih. Tudi tole, ko mi je dejal gor tale vaš mojster za ton, mi je zbudil spomin na Muhico, ko sem šel potem z Muhico, pač oblečen že v mašna oblačila, Trema je naredila svoje in sem mogel iti pred mašo še na stranišče, ministrant pa je vzgal zvočenje. Ko sem prišel nazaj v zakristijo, vse zvijal, ne,
Sem rekel župniku, kaj pa je? In je komi povedal, nisem mogel prepreči, kaj, da ni užgal kdo, ministrant, kaj ozvočanje. Ne? Lejte, tudi ko sem prišel v cerkev, tak srečnih ljudi v cerkvi še nisem videl. Ja, ti se je bilo pa, ko sem rožce šel nabirati. No to. Ne, kot veste, sem jaz tudi kmet, ne, in najraje sem doma v štalskih oblačilah. Ampak res, moje obleke štalske so izrazito štalske. Ne? Veste, ko si danes mladi že strgane hlače kupijo, moje so veliko bolj zračne. Ne? Pa tudi tista jakna, ki imam na zdaj trenutno zadrga, držiš še sam tole, pa to pa vse plapola. Ne? In ker sem pred leti doživel možgansko kap, ne, imam tudi slamnik poleti na glavi in takšen sem se odločil, da bom šel na Podvežo nadbirati zdravilne rožce. Z avtom seveda 15 minut vožnje in tam nabiram rožce, nabiram. Se je začel večeric, sem rekel, zdaj bo pa treba iti domov. Ne? Ampak ko sem prišel do avtomobila, guma prazna. Mi imamo en tak lapor, ki dobesedno prereže. Ne? In sam sem bolj tehnično nespreten človek in menjujejo mi gume moje sosedje, ampak takrat je bil ravno čas, ko so ljudje v štalah in veste, nimajo radi, ko so v hlevu, da jih pač nekdo moti in sem si pač rekel, bom šel pa peš do doma. Se mi doktorica večkrat reče, pa malo več bi lahko peš hodil, sem si mislil, bom se enkrat v Bogu. In sem res, ko sem prišel do glavne ceste, je bila pa že noč, tema in sem zagledal, veste, te odseve modrih luči. Prvo sem pomislil, pač rešilc gre, sem stopil malo bolj na stran, ampak lučke so se ustavile, pogledam nazaj, policija. Kaj sta videla policista v soju žarometov? Veste, enega totalnega razcapanca, ki po noči hodi s slamnikom na glavi. Ne? In tudi, ko sta stopila ven, sem videl, da sta živčna, ne? Ker je tako razkoračeno, sta stopila pa s tisto rdečo lučko, na koncu je bila, je tako sveto, čeprav sta me videla, ne? V žarometi. In počasi se mi približala in je en rekel, a se vi zavedate, da ogrožate promet, hodite po napačni strani ceste brez odsevnega telesa. Sem rekel, bom šel kar na drugo stran. So rekli, počakajte, dokumente prosim, ne. Sežem v žep, v avtu sem imel. Se rekel, oprostite, dokumentov nimam s seboj, jih imam v avtomobilu, ne. Sta se spogledala, kaj je bilo njima v glavi. En, ki hodi peš po noči ob glavni cesti, po glavni cesti, totalno razcapan s slamnikom na glavi, govori, da ima avto. In v avtu ima dokumente. In sem videl, da me ne verjamete in sem mi rado kar malo živčen. In je rekel eden, ja, kdo ste pa pravzaprav vi tu? In sem videl, da mora reči nekaj takega, da jih bo zagrabil, da jih bo prijedl. In sem rekel, sam predstavljate si strašilo, kolikor sem bil. Sem rekel, zelo posvečeno. Veste, jaz sem pa tukaj duhovnik. Sta se spogledala in rekel, ena sam to. Sem rekel, ne, sem tudi docent na filozofski fakulteti. Je dal en miličnik roko takle in je rekel, drugemu sam sem slišal, čeprav je rekel, bolj potih, še dobro, da ni rekel, da je Napoleon. In potem sem videl, da je res tisto, kar sicer pravimo v šali, kaj je razlika med policisti in duhovniki. Mi rečemo pri maši, Gospod z vami, ona dva sta pa rekla, Gospod, boste šli z nami. In je tudi res, da ti daje roko na glavo in so me peljali v Mozire na policijsko postajo. Tam sem se tako bolj malo, tisti predprostor, slamnik sem imel lepo na kolenih, čakal, kaj bo. Oni so neki telefonarili in verjetno so pa zveli, da imajo tam v lučah malo čudnega kaplana in so me peljali pa čisto do doma. Ja. In ob koncu, če bi moral dati ljudem, obiskovalcem, poslušalcem, gledalcem en tak napotek, orientacijo za ta čas prehoda, kaj, torej v to dobo vodnarja, kaj je pomembno, na kaj naj bomo pozorni? Ozavestite, da je vsak izmed vas izjemnost, božanska izjemnost. Vsak izmed vas ima kraljevsko, duhovno in preroško poslanstvo. Verjemite to izjemno poslanstvo, ki ga imate, povezujte se, pripovedujte si svoje osebne spoznavne resničnosti. Skušajte čim bolj domisliti žlahtno človečnost.
več ko vas bo, bolj se bo ta človečnost prebujala. In ko boste gledali tiste, ki nas že tako dolgo ne rešujejo, lejte, naj se vam se smilijo, naj vas pravijo v smeh in v zavest, da to pač ni vaše življenjsko vodilo, da boste družno lažje ustvarjali bolj žlahtno človečnost. To prebujenje je odvisno od vsakega izmed vas. Nikar ne mislite, da bo to nekdo drug storil namesto vas. Vsak izmed nas je to dolžen storiti. Pater Karel Gržan, hvala za vse te čudovite, globoke misli, ki odpirajo razmislek. Spomnim se, enkrat si rekel, za sogovornika si moramo najti takšnega sogovornika, ob katerem preraščamo samega sebe. Hvala ti za to in pa seveda hvala za smeh, ki osvobaja. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala vsakemu izmed vas. Hvala vam. Hvala.